tokrat v občinskem informatorju. Množičen odziv dijakov na informativnih dnevih Alma Mater Europaea. 5. letni čas na Ptuju dosegel vrhunec. Udeležili smo se tudi pustovanja v Uzenici, Selnici ob Dravi, Lovrencu na Pohorju, v Dupleku in v Majšperku. Gost v dialogu Žan Serčič. Pozdravljeni v občinskem informatorju. Na nedavnih informativnih dnevih Alma Mater Europaea je bilo veliko dijakov, ki si želijo na študij na enega od študijskih programov, pri katerih Alma Mater Europaea izpostavlja, da gre za poklice prihodnosti. Poglejmo, za katere poklice in študijske programe gre ter kaj zanima bodoče študente. Na Alma Mater Europaea so predstavili dodiplomske študijske programe fizioterapije, zdravstvene nege, socialne gerontologije, spletne in informacijske tehnologije, menedžmenta poslovnih sistemov, arhivistike, plesa in koreografije ter humanistične študije. Zanimanje bodočih študentov je bilo zelo veliko. Današnji informativni dan je pokazal, da je zanimanje ogromno. Pravzaprav beležimo vsako leto večje zanimanje in pa tudi večji vpis. Mislim, da smo edina fakulteta v Sloveniji, ki vpis raste vsako leto, približno 10%, verjetno zahvaljujoč temu, da nudimo tiste študijske programe, ki so na trgu dela najbolj potrebni. Alma Mater vedno znova naslavlja probleme družbe in tiste študijske programe izvajamo, katerih profilov pravzaprav primanjkuje. Opazili so še posebno zanimanje za določene študijske programe. Torej zdravstvene študijske programe, fizioterapija, zdravstvena nega in pa socialni program, socialna gerontologija, torej to so študijski programi, ki pravzaprav bojo v prihodnosti reševali problem staranja prebivalstva in zato seveda tudi takšno zanimanje za študij. Prav to so izkazali tudi tisti, ki so prišli na informativne dneve. Jaz sem se pred kratkim odločila, da me fizioterapija zanima in zato sem se odločila danes priti pogledati, če je študij res za mene, da me res to zanima. Prepričati sem se prišla, če je prava izbira. Zanima me fizioterapija, pa bližje imam tukaj, pa do Ljubljane, pa sem prišel na šolo, da se vidim, ali je to prava odločitev. To nas zanima, fizioterapija, pa tudi mislimo to študirati. To v bistvu. Zakaj ravno fizioterapija? Mislim, da je to nasplošno tudi ful pomembno, da je treba v bistvu za starejše ljudi skrbeti. Ker sem slišala, da je fajna fakulteta, pa da so pa tudi izmenjave možne, pa tako fizioterapija me zanima. Zakaj pa prav fizioterapija? Ne vem, že od nekdaj me tako v zdravstvo vleče in bil nekaj v tej smeri. Prav za področje zdravstvene nege imajo koncesijo za ta študijski program. Letos je še višje zanimanje kot predhodna leta, saj trenutno že drugo leto vpisujemo tudi redne študente, kar zelo pozdravljamo, saj smo končno stopili v štric ostalim fakultetam, ki imajo redni študij. To je tisto, ostali študiji so plačljivi, tu pa ministrstvo oziroma država je pristopila. Izkazala je interes, kljub temu, da je še zelo nizko število razpisanih prostih mest. Pričakujemo, da bo se na to, da je takšna potreba po zaposljivih poklicih s področja zdravstvene nege, v bodoče tudi še nekaj več razpisanih mest. Na Alma Mater Europaea pa imajo med drugim tudi aktualen študij socialne gerontologije. Bo tudi še kako aktualno v prihodnjih obdobjih. Populacija ne samo v naši družbi, tudi v Evropi in sicer se intenzivno stara, kar je posledica številnih dejavnikov, od modernizacije, globalizacije, tehnoloških napredkov. Nenazadnje pa se moramo zavedati, da so to generacije, ki so pravzaprav postavile temelje današnji družbi. Na to se vse prepogosto žal tudi pozablja. Ob tem pa izpostavlja na vse več problemov starejših ljudi, na katere pripravijo svoje študente. Kot so recimo osamljenost, bolezen, nezmožnost živeti več sam zase in zato mi tudi opolnomočimo z vsemi kompetencami naše diplomante na prvi, drugi in seveda tudi tretji stopnji. Veliko poudarka namenijo praktičnemu delu študija. V 3 študijskih letih oziroma v 6 semestrih izvajamo torej teoretični del izobraževanja oziroma študija in potem tudi praktično usposabljanje. Namreč ugotavljamo, da delo z starejšimi odraslimi potrebuje tudi veliko praktičnih vedenj, kompetenc in tudi veščin. Za preplet teoretičnega in praktičnega dela pa poskrbijo tudi na svojih drugih študijskih programih.
5. čas na Ptuju je dosegel svoj vrhunec s 63. mednarodno karnevalsko povorko. Dan predtem pa so v dogajanje povedli z mestnim korzom. Dogajanje je spremljala tudi naša ekipa. Povorka našemljenih meščanov oziroma ptujski mestni pustni korzo ima svoje začetke že v letu 1873 in predstavlja živ dokaz, kako globoko je pustovanje zakoreninjeno v življenje mesta Ptuj. V bistvu, tako kot tu povedal, leta 1837, 73 je prvo obeležitev 150-letnice prvega ptujskega maskiranja, ki pa ni bilo po volji v Dunajskega takrat cesara. Veseli, kajti kurentovanje na Ptuju je nekaj posebnega. Drugače sem bil 12. princ Ptujskega karnevala in takrat smo ustanovili srednjeveško društvo Baron. Če se pa predstavim, mogoče pa baron Jakob Brojner Markovski, sin plemenitega Filipa Brojnerja, viteza in regenta spodnje avstrijske vlade in njegove žene Uršule. Le dan zatem pa je sledila velika mednarodna karnevalska povorka, katere si je ogledalo več kot 10 000 obiskovalcev. Na povorki se je predstavilo skoraj 800 kurentov in več kot 2500 mask iz 35 skupin, od tega 4 iz Nemčije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Bolgarije. Mi pa smo ujeli cigane iz Dornave. Mi uživamo fašenk zdaj tudi na Ptuju, jutri bomo uživali fašenk po Dornavsko, tako da smo eni veseli ljudje, ki prihajamo na Ptuj s srcem in spoštovanjem. Obiskovalci so uživali in doživeli pustno vzdušje. Kako je danes na Ptuju? Živahno, zelo po moje, zaradi tega pustnega karnevala. Fajn, ne? Prejšnji teden smo bili v Benetkah, ampak imamo mi tudi svoje Benetke, ne? Na čelo povorke je bil kljub že 3. letu vladanja, kar je sploh prvič doslej, saj običajno mandat traja 2 leti, 18. princ karnevala vitez Hinko Sodenski, plemeniti Gal, bolj znan kot Hinko Šoštarič. Kar lahko vidimo tu na ulicah, je verjetno tisto, kar vas še dodatno napolni srečo. Tako, to je res sreča tudi za mene, to je nekaj, kar je treba doživeti, saj smo na to čakali že 3 leta. Slednji bo po tradiciji mestno oblast na Ptuju vodil vse do torka do pokopa pusta. Ptujska županja pa pravi, da je ne skrbi, da princ ne bi vrnil oblasti. Ne, jaz mislim, da bo do torka že tako utrujen, da bo komaj čakal, da vrne ključ. Ni lahko delo biti princ, ampak mu gre odlično od rok. Po besedah direktorice Zavoda za turizem Ptuj so zadovoljni tudi ponudniki nočitvenih zmogljivosti, ki letos poročajo o razprodanih posteljah ob koncih tedna ter zelo dobri zasedenosti med tednom. Lahko rečemo, da zelo dobro spoznavajo naš Ptuj in seveda morajo še pa priti tudi ob drugih dnevih, da vidijo še vse preostalo, kaj mesto ponuja. Kurentovanje na Ptuju pa se bo končalo v torek s pokopom pusta. Tudi v Vuzenici je pustovanje privabilo številne družine in številne pustne maske. Rajanje je tradicionalno popestril prihod kurentov. Minulo soboto se je občini Vuzenica odvilo veliko pustno rajanje na igrišču pri osnovni šoli. Zbralo se je zares veliko pustnih mask, rajanje pa je popestril prihod kurentov. Pustovanje sta organizirala TIC Vuzenica in občina. Otroci pa so rajanje vzeli zelo resno in so zganjali norčije. Kaj vse spada k pustu? Kakšni so običaji? Vse pač maske. Vse različno. Pa kaj sladkega za pojesti? Ja, krofe. Kaj ste se pa našemili danes? Ja, jaz sem košarkaš. Agent, kodič. Viking. Jaz sem zombie nevesta. Zakaj si se za to odločila? Ker mi je všeč nevesta in zato sem rekla, da bi bila zombie nevesta. Kaj pa ti? Jaz sem pač angel. Pa všeč mi je, tako lani sem bila hudič, letos sem se pač odločila, da bom angel. Jaz sem lisica. Jaz pa tiger. Zakaj ste se za to odločili? Ne vem, po moje, zato ker mi vsi govorijo, da sem malo zvita. Jaz pa imam rada živali. V Mesijo, ker zmago prvenstvo. A pokažeš še pokal? Družine so se množično odzvale in uživale na prireditvenem prostoru v Vuzenici. Župan ni mogel skriti navdušenja nad tem, da se družine tako zabavajo. Absolutno spodbujamo. Zdaj pogrešali smo sicer kakšno leto vmes, ki tega ni bilo, lansko leto že zopet v starih tirnicah in seveda smo zadovoljni, da se ljudje tudi kakšen dan lahko sprostijo. In danes je dan norčij,
torej pustnih maškar in vidimo, da je udeležba zelo dobra, torej vse generacije, od najmlajših pa tudi na starejših, nekateri našilmeni, nekateri pa nosimo še stare maske. Maske takšne in drugačne so uživale ob nastopih in ob glasbeni spremljavi DJ-ja. Vsi pa so se lahko posladkali z brezplačnim krofom. Kaj pravzaprav danes predstavljate? Kvak? Koliko vas je v vaši skupinski maski? Točajka. In zakaj si se za to odločila? Ker imam mi gostilno, pa tudi všeč mi je ta poklic. Kaj vse spada zraven k pustu in pa praznovanju pusta? Kaj bi rekla? Peka krofov, preganjanje zime s kurenti. Jaz sem se našel v kmeta. Zakaj si se za to odločil? Kdo pomagal doma? Ne, ko sem že sam kmet doma, imamo kmetijo, pa vozim traktor, kdo. Danes si pa pozabil traktor pepeljati, ali kaj? Ja. Da bo veliko muzike, pa da smo vsi veselili. Rajanje je, kot je že tradicija, popestril tudi prihod kurentov. Zdaj seveda danes je v organizaciji turistično-informacijskega centra občine in seveda v sodelovanju z osnovno šolo in pa enoto vrtca je tukaj še večji nekako dogodek, kajti program v tem kratkem delu, ki se bomo danes tukaj družili, so pripravili prav učenci in učenke osnovne šole in pa vrtca. Seveda pa, kot ste že slišali, prihajajo tudi kurenti. Torej, že kar dobrih 10 let nas obiskujejo kurenti generaciji iz Ptuja in veseli smo tega obiska, kajti v teh krajih niso pogosto kurenti prisotni. Zbrane maske so jih res že komaj čakale in prav nič se jih niso bale, ko so poplesavali med njimi. Zbirno mesto za pustne maske v občini Selnica ob Dravi je bilo minulo soboto v središču Selnice. Potem se je povorka odpravila do šolskega igrišča, kjer je potekala predstavitev mask. Zbirno mesto za pustne maske v občini Selnica ob Dravi je bilo minulo soboto v središču Selnice ob Dravi. Potem pa se je povorka odpravila do šolskega igrišča, kjer je potekala predstavitev mask. Naselka nekaj časa, je kar dosti dela za to. Drugače pa radi smo v naravi, smo veseli, hodimo radi okoli in zato smo se odločili za takšno masko. Kako je danes tule v Selnici, kaj pravite? So bile zanimive maske? Prav lepo in luštno, super smo se imeli in veliko mask je bilo. Predstavilo se je res lepo število mask. Najboljše med njimi so bile kakopak nagrajene. Nagrado za najboljšo skupinsko masko je dobil Eko vrtec. Par let čakamo novi vrtec. Zdaj se je začel graditi in mi smo malo prehiteli to idejo od občine, pa smo rekli mi, da pokažemo, da lahko to zgradimo v enem tednu eko vrtec našega naravnega Dobravskega lesa. Najdli smo sponzore in to se je zgodilo, to vidite danes. Vzgojitelji, otroci so pridni? Ja, malo so nagajivi, ampak se jih da okrutiti, so kar zelo pridni, eni malo nagajivi, ampak se da. Tudi tu niso manjkali kurenti, ki so glasno preganjali zimo. Zimo bomo definitivno pregnali, tudi stalno smo čejo pregnali, ampak vidite, vreme vsako leto mislim nam bolj nagaja. Zdaj, če gledate, jutri bo 17 stopinj, tako da nam bo zelo vroče. Ne? Niste tule domači kurenti, odkot ste? Mi smo z Miklavža na Dravskem polju. In ste razveselili selniške maske, ali kako bi rekli? Ja, jaz upam, da smo jim, ne, pa tudi, da bomo te zdaj odgnali to zimo, pa prignali lepo pomlad. Ajde. Za vse prijavljene pustne maske je bila malica brezplačna, poskrbljeno pa je bilo tudi za vse ostalo, tudi s ponudbo krofov. Drugouvrščena skupinska maska se že tradicionalno udeležuje selniške povorke. Mi prihajamo iz Koritendorfa, torej sodelujemo že od začetka povorke v Selnici, tako da ideja, ne vem, vsako leto iščemo neko novo zamisel, letos smo lovska družina Koritendorf. Kako pa je nastajalo vse tole? Pa naslednji vikend, prejšnji vikend. Lani junija. Ideje se zbirajo skozi vse leto, prejšnji vikend smo pa začeli delati masko in traktor, prikolica. Če od lani junija, kaj ste bili kaj v gozdu, tudi pa trenirali, da ni danes šlo iz prve? Ja, ne, seveda, povej Berda. On je 2 tedna že streljal. Od junija lani. Nekateri se pripravljajo na pust dlje časa, spet drugi masko napravijo hitro. Dejstvo pa je, da v času norčavega pusta neizmerno uživajo.
Ustavili smo se tudi v Lovrencu na Pohorju, tudi tam je bilo precej pestro. Pustovanje se je nadaljevalo na prireditvenem prostoru z zabavnim programom in pa tržnico lokalnih ponudnikov. Tudi v Lovrencu na Pohorju se je na pustno soboto odvilo že tradicionalno pustovanje. Maske, ki smo jih srečali, so bile res izvirne. Meduza. Kaj pa ti? Sreda Adams. Zakaj ste se odločili za te maske? Ker sem pač razmišljala, kaj bi bilo tako, ker lani sem že bila hobotnica in sem razmišljala, mogoče bi bila pa meduza. A je bilo veliko dela za masko? Ja, še kar. Si sama vse naredila? Začela sem sama, pa so mi tudi sestre pa mama pomagale. Ja sem pomagala. Zakaj si se pa ti za ven se odločila? Ker je bila zdaj ta serija na Netflixu in mi je bilo pač zelo všeč in se mi zdelo enostavno za skupaj spraviti. No? Mi smo stvar samo dodelali, je pa za to masko 3 mesece dela bilo. Tako, čisto vse je v obliki srčka, ja, še bombončke, ki jih delimo. Lani sem začela delati, pa smo pol letos dokončali. Torej veliko. Ja, veliko. Zakaj pa ideja za Alico čudežne dežele? Malo sem pač gledala, kaj so skupinske maske, kaj bi lahko jih pač delali, pa smo se za to odločili. A je težko nositi tele maske? Meni delujejo take kar naramnice od spodaj, zato da mi drži gor krinolina. Kako pa sicer doživljate to obdobje pusta, ko se lahko namaskiramo, ko postanemo nekaj, kar si mogoče želimo? Vrejo, vsako leto delamo maske, tako da je fajn. Pustovanje se je pričelo ob 1 uri popoldne z zbiranjem mask pred osnovno šolo Lovrenc na Pohorju in se je nadaljevalo na prireditvenem prostoru z zabavnim programom. Hodimo okoli. A čisto v normalnih opravah? Ja, Ali se kaj našemimo? našemljamo. Kaj si se danes našemila? V domino. A je bilo težko tole masko narediti? Ne. Koliko je dela eno za maskami mogoče? V bistvu ni bilo toliko, dobili smo 2 škatli, jo na črno pobarvale, pa kroge narisali in to je to. A vam pust kaj posebej pomeni, sploh tako, ko imate najmlajše ob sebi? Ja, nam ful pomeni, zaradi tega, ker sin obožuje kurente, tako da smo tudi, imamo pri hiši kurenta, tako da za nas je to ful doživeti. Ful je fajn preganjati zimo, zato ker je to ptujska tradicija in to je moje najljubše veselje, ker če ni kurentov, ni, pač ne moreš pregati z njime, pa veselja, pa vsem skupaj želim dober fašenk pa veselo letino. Minjona, zakaj ste se za to odločili? Ker tak. Koliko pa je bilo dela? Ne veliko. Kaj vam vse pomeni pust mogoče, no? Pač, da se malo podružimo, pa pač, da se imamo fajn, da se malo oblečemo. Za zabavo je poskrbela tudi godba, pustne šeme pa so bili tako tisti najmlajši kot malce starejši. Ana. Zakaj pa? Zakaj se danes šemimo? Ker je pust. Aha, kaj pa si se ti našemila? V Elzo. Se pravi, vidve skupaj spadata, ker sta Ana pa Elza. Sta se skupaj odločile to? Ja. Pika polonca. Zakaj si to zbrala? Zato, ker je pust. Harley Quinn. Zakaj si se pa ti odločila za to masko? Ker mi je bil lep gostov. Zato, da v naravi, pa da sem kekec. A ti je kekec všeč? Ja. Poznaš zgodbo? Ja. Takšne in drugačne maske so v Lovrencu na Pohorju res uživale v druženju. Domišljiji so dali prosto pot in videli smo lahko res dovršene pustne maske. Raznolike maske so zavzele tudi Duplek. Tam so se letos prvič odpravili po novi trasi. Pridružila so se številna društva, poglejmo, kako je bilo. Znova je pustna povorka v Dupleku privabila množico ljudi. To so pustne maske, ki so avtohtone z naših krajev, kot je Dupleška mornarica. Potem v spodnjem Dupleku pri bencinski črpalki se bojo priključili otroci, cirka 600 otrok. Letos so se prvič odpravili po novi trasi. Pridružila so se številna društva in občani. Prav tako seveda niso manjkali kurenti. Zato, ker je pustna povorka v Dupleku in sem kurent. Kako dolgo pa si že kurent? 5 let. Sami smo si izmislili Domačine. Pa se imate fajn? Super! Pa se radi maskirate? Seveda, vsako leto. Super, hvala. In to že 40 let. Super! Povorka se je končala pri športni dvorani Duplek. Tam pa je zaključek podelitev nagrad, zmes bojo sodniki ocenjevali te skupine
in seveda temu primerno jih bomo potem tudi nagradili. Grajfoner povem, da organizacija ni bila mačji kašelj, a je bilo vredno. Gremo po Republiški cesti, tudi problem je bil dobiti cestno zaporo, nismo je mogli več dobiti kot za 1 uro, ampak v tej 1 uri moramo spraviti vse to, kar vidite, do tega mesta, ki se potem zaključi. Prvo mesto je pripadlo dimnikarjem iz Korene, skupaj pa je sicer sodelovalo 13 skupin. Na pustno soboto se je v Majšperk vrnila pustna povorka z animacijskim programom za najmlajše. Obiskovalci so bili z razlogom več kot navdušeni. Na pustno soboto se je v Majšperk vrnila pustna povorka z animacijskim programom za najmlajše. Iz avtobusnega postajališča so se v maskah otroci in zaposleni podali iz šole ter vrtca Majšperk s podružnicama Stopercem Ptujska Gora. Z njimi pa so bili tudi žetalski kramposi, kurente in korenti ter druge raznovrstne maske v skupinah. Precej pozornosti so se svojimi vzkliki zbudili indijanci. Vsi se pobarvamo bolj temno, pa v belo, rdečo ali pa rumeno barvo na obrazu. Eni si dali lasulje gor, ali pa si skuršale lase, trak okoli glave, pa pasa, pa si damo tako neko odejo gor, ki jo tudi pobarvamo, pa okoli nog si damo trake. Med tistimi, ki so se odločili zamaskirati, so bili številni takšni, ki jim tradicija veliko pomeni in so se z veseljem spomnili otroških dni. Je zagotovo neka tradicija, vemo, kurenti, orači prinašajo k domovom vse dobro, zdravje, sreče in se mi zdi, da tega dan danes zagotovo ni odveč. Tako da je zelo dobrodošlo, da pridejo in nam vse to zaželijo. Malo se zabavamo, pa dobimo zastonj veselje, pa še krofe, ne? Malo veselja. Pa odganjanje zime, ne? Pa otroci so veseli. Super, lepo je videti, da so se ljudje vživeli v druge like, da se še znajo zabavati, poveseliti, kajti to je tudi bistvo pusta. Veselje, radost za otroke, da jim prikažemo, kak je bilo včasih, ko smo bili mladi. Super. Zima, edino kaj je bilo snega, puno. Tudi obiskovalci so bili več kot navdušeni. Končno po dolgem času nekaj dogajanja živega za vse. Ja, prav je tako. Super je, da nastopajo vrtci, šola in upamo, da še bo v nadaljnje tako. Povorka, v kateri je bilo preko 200 pustnih mask, se je odvila do osnovne šole Majšperk, kjer so se na ploščadi pred šolo posamezne skupine tudi predstavile. Tradicija v občini Majšperk to vrstna. V taki organizaciji je prisotna nekje več kot 20-22 let z rahlo prekinitvijo, lansko in predlansko leto. Na kar smo v občini seveda ponosni. Najbolj izvirne skupine pustnih likov so nagradili z denarnimi nagradami. V pustni povorki pa so sodelovali tudi družinske maske, katerim so podelili praktične nagrade. Nocojšnji gost dialoga je Žan Serčič. Voditeljica Teja Peček je že z njim. Poglejmo, o čem bosta govorila. Tako v nocojšnjem dialogu se bomo družili z Štajercem, ki danes prihaja sem iz Ljubljane. Ja, o kom le govorim, to je Žan Serčič. Žan, ljubljansko ali po štajersko? Po moje bomo midva kar po štajersko danes, tako da zelo se veselim. Si se že kaj naučil teh fraz oziroma povzel kaj besednjaka Ljubljančanov? Naučil sem se, uporabljam pa ne. Po moje edino včasih mi zbeži ta A, veš, pred besedo. Ko sem še v Lenartu živel, je bilo vedno samo res. Zdaj pa včasih a res in pol se zavem in pol me vsi v Lenartu, ko se vrnem nazaj, pogledajo, kaj a res, kaj a izdalica, mi rečejo. To smo vsi, ki smo iz Štajerske prišli v Ljubljano. Upam, da nisem kaj dosti prevzel oziroma sem zelo ponosen na to, odkot prihajam. No, o tem in še o marsičem, torej na zamudite nocoj ob 20. na VKTV. Jutri se bo na Trgu Svobode ob 10. uri odvila gusarska predstava za otroke. Ob 15:30 sledi pustni sprevod s kuharjem na hoduljah, od glavnega trga pa vse do Trga Svobode. Ob 17. uri vabljeni na pustovanje s Piko Nogavičko v Europark ali v športni park Ruše. Več svežih novic pa najdete na portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep večer.